letošnje dneve slovenskega turizma. Dneve slovenskega turizma organizira torej Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in pa skupaj z vsemi večjimi partnerskimi institucijami v slovenskem turizmu, Turistično-gostinsko zbornico Slovenije, Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Društvom turističnih novinarjev Slovenije, JRE Slovenija in pa drugimi. Gre torej za osrednji vsakoletni dogodek, strokovni dogodek turistične panoge pri nas. Letošnji dnevi slovenskega turizma se vračajo v Laško. Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termalni park Laško. Zadaj vidite, spet se nam obeta zelo pestro tridnevno dogajanje. Nekatere prireditve, ki se bodo odvile, so plenarni dan dnevov slovenskega turizma in pa svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj z področja turizma. Potem 71. gostinsko-turistični zbor v organizaciji Turistično-gostinske zbornice Slovenije, strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Moja dežela in srečanje turističnih društev v organizaciji Turistične zveze Slovenije, dogodek IT Tour v organizaciji STO in pa JRE Akademija. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. Več o sami temi in o dogodkih pa vam bodo povedali naši današnji govorniki. Gospa Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magistrica Maja Pak-Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije, gospod Fedja Popegajlo, direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije, gospa Patricija Furlan, predsednica Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, gospa Janja Viher, podpredsednica Turistične zveze Slovenije, gospod Marko Pavčnik, član upravnega odbora JRE Slovenija in pa gospa Marjana Grčman, predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pozdravljeni v imenu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in seveda tudi v imenu Direktorata za turizem. Z velikim veseljem pričakujemo prihajajoči dogodek, za katerega smo se odločili, da se letošnje leto odvija v Laškem, iskreno povedano na pobudo Združenja hotelirjev Slovenije, ki so empatično želeli priskočiti na pomoč Laškemu po tistih strahovitih lanskoletnih poplavah. Vsekakor pa je to pomemben praznik, pravzaprav, če lahko te dneve tako poimenujem, za nas vse. Slovenski turizem namreč povezuje z svojo močjo skoraj 60 tisoč ljudi, ki dnevno soustvarjamo slovenski turizem in tukaj na tem mestu in v skladu s temo letošnjih dnevov slovenskega turizma, ki so za gostoljubno in trajnostno prihodnost, seveda iskrena hvala vsem tistim, ki soustvarjate slovenski turizem. Kajti turizem je izjemno intenzivna panoga in ja, seveda se nam dan za dnem bolj ponujajo možnosti, ki seveda na nek način uvajajo umetno inteligenco, ki nam zagotovo lahko pomaga, ampak prepričana sem, da pa ne more nadomestiti človeka. In zato bo še kako pomembna ravno gostoljubnost v prihodnje, ko seveda bomo ljudje vedno bolj podvrženi umetni inteligenci, digitalizaciji in vsemu, kar je še temu podobnega. Na drugi strani pa bomo vedno bolj željni tudi pristnega človeškega stika. In zaposleni v turizmu smo pravzaprav tisti, ki ustvarjamo tisti prvi stik gosta z destinacijo, zato je ta gostoljuben pristop
še kako pomemben. In zato je prav, da se ob dnevih slovenskega turizma tudi spomnimo vseh tistih, ki so najbolj uspešni in zato seveda tudi podelitev različnih nagrad, ki jasno pripomorejo k temu, da nekako navdihnemo in spodbudimo proaktivno delovanje še naprej. Slovenski turizem je tako kot tudi turizem drugod po svetu pravzaprav bil v bližnji preteklosti podvržen hudim preizkušnjam. Kot se kaže, smo pravzaprav v 18 mesecih uspeli pozabiti, kaj pomeni, če nimamo gostov. In smo pravzaprav s polno paro krenili naprej, se ozrli v prihodnost in seveda si nekako ponovno ponovili zaobljube, da želimo vztrajati pri zelenem, butičnem in predvsem trajnostno naravnanem turizmu. Pravzaprav smo se odločili, da vsem netrajnostnim praksam zapremo vrata, korak za korakom, kajti turizem seveda je že po svoji naravi nagnjen k nekem vrste hedonizmu, če hočete temu tako reči, in na ta način seveda sabo prinaša tudi številne vplive tako na okolje kot na družbo, seveda pa tudi neke pozitivne učinke, ki se jih na drugi strani jasno ob koncu dneva tudi turistični delavci vedno veselijo. In poleg seveda tovrstnih zavez pa so pomembne tudi stvari, ki jih nekako načrtujemo naprej na ministrstvu, ki je seveda pomemben sooblikovalec slovenske turistične krajine. Jasno, na eni strani regulativa, ki je nujno potrebna na določenih področjih. Seveda smo zdaj v intenzivni fazi priprave zakona o gostinstvu, na mizo pa prihaja tudi zakon o spodbujanju razvoja turizma. Še posebej pa se veselimo dveh novih razpisov, in sicer iz sredstev evropske kohezijske politike, kjer bomo namenili tokrat sredstva za mehke vsebine, povezovanja kulturne dediščine z turizmom, kajti ta trenutek ravno na Ministrstvu za kulturo poteka razpis za obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti občin. Mi bomo nadaljevali z razpisom za produkte, za mehkejše vsebine, nekaj manj kot 7 milijonov bomo za to namenili. Še kako pomemben pa bo tudi razpis iz evropske kohezijske politike, ki bo namenjen razvoju destinacij, kajti na področju destinacijskega menedžmenta smo zdaj v zadnjih 3 desetletjih res naredili velike korake naprej na področju promocije, na področju trženja, ampak zdaj pa je čas, da se korenito lotimo tudi upravljanja, iz česar tudi izhaja naša velika težnja po udejanjenju politike 6 iz strategije slovenskega turizma. Tako da na ministrstvu smo zelo jasno uprti s pogledom za naprej in se seveda veselimo druženja z turističnimi delavci v Laškem, kjer bomo skupaj pretresli izzive, ki prihajajo in seveda tudi težave, ki smo jih uspešno prebrodili in se iz njih, upam, da tudi kaj naučili.